mladih je dni. Šivala je deklica zvezdo, jo snil še mlad partizan. Boril se za zlato svobodo, za kmečki in delavski stan. Šivala je deklica zvezdo, pa zraven veselo zapoj. Saj črnim fašistom Gestapo prisegli krvavi smo boj. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, dragi gostje, spoštovani Bojan Podkrajšek, podžupan občine Slovenske Konjice. Počastitev 1. novembra, dneva spomina na mrtve, smo se na pobudo krajevne organizacije Združenja borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja Slovenske Konjice v sodelovanju z občino Slovenske Konjice zbrali na vsakoletni komemoraciji na grobišču padlih borcev v Slovenskih Konjicah. Komemoracija je namenjena padlim borcem in vsem pokopanim na tem pokopališču. Naj bo ta prireditev skromna oddolžitev njihovemu spominu, spominu na vse tiste, ki jih ni več med nami, še posebej spominu na vse, ki so padli od začetka borbe za narodni in človeški obstanek, za svoj prostor na zemlji. V uvodu nas je s pesmijo Šivala je deklica zvezda v glasbeni del današnje svečanosti popeljal komorni zbor iz osnovne šole ob Dravini pod mentorskim vodstvom Janje Pušič. Sedaj pa prosim, da besedo ob današnji komemoraciji povzame Tatjana Stramšak, predsednica krajevne organizacije Zveze borcev za vrednote NOB Slovenske Konjice. Izvolite, gospa Stramšak. Spoštovani prisotni, bliža se dan mrtvih, ko se spominjamo svojih dragih, svojcev, znancev in prijateljev, seveda pa tudi padlih junakov, ki so žrtvovali svoje življenja in utirali pot sedanji slovenski državi. Zbrali smo se pri grobu, ker je med drugo svetovno vojno ugasnilo nekaj neznanih mladih junakov, ki so ljubili svojo domovino in niso razmišljali, da jih lahko pri vsakem koraku čaka smrt. Žal se je tem junakom ravno to zgodilo v Tepanju, kjer so varovali orožje, ki so ga za sabo pustili Nemci, ko so bežali pred partizani. Ogromno ljudi je izgubilo življenje, da lahko danes živimo v svobodi. Krutost človeka do sočloveka se je izkazala z vso silovitostjo. Tolikšno nasilje, ki se je dogajalo, je nerazumljivo. Zavedati se moramo grozovitosti tega početja, da spomin na te dogodke ne bo pozabljen. Kot otrok sem večkrat poslušala starša, ki sta pripovedovala, kakšne grozote so doživljali, koliko strahu in lakote so prestali, še tisto malo hrane, če so jo seveda imeli, so delili z drugimi. Redno smo vsako nedeljo poslušali oddajo Še pomnite, tovariši, s pretresljivimi zgodbami. Ko so na stranicah ubili oficirja, so Nemci zbrali vse vaščane, da so morali gledati morijo 100 frankolovskih žrtev. Med njimi sta bili tudi priči temi pokolu moja stara mama in mama. Težko je verjeti, da je lahko človekov tako pokvarjen. Živimo v upanju, da se takšne grozote ne bi nikoli več ponovile. Koliko mladih ljudi je pokopanih tukaj, ne vemo, vendar, če bi preživeli, bi lahko ustvarjali, ljubili, se veselili in sooblikovali domovino. Vsem
ki so svoja življenja žrtvovali, je bila skupna vera svoboda. Nikoli ne smemo pozabiti grenkih izkušenj iz preteklosti. Trdim, da bi bili mladi junaki, ki so dali življenja za svoja prepričanja, danes srečni, ko bi jim bilo dano videti, da živimo v samostojni in svobodni Sloveniji. Do vseh žrtev vojnega nasilja imamo danes veliko moralno obveznost. To je, da spoštujemo njihov spomin, da so nam njihove žrtve večen opomin in da jih ne prepustimo pozabi. Prešeren je dejal, kar pojemo tudi v naši himni: ni vrag le sosed bomejak. Danes temu ni tako. Preveč je snobizma, preveč je pohlepnosti, preveč je hudobije. Polagam na srce vsem, ki se borimo za vrednote naših prednikov, da vedno govorimo: bodimo človek človeku človek. Posebno je preseči vsa sovraštva, da bo postal svet čim bolj podoben takšnemu, kot so si ga v mislih slikali tisti, ki so umrli in ki se jim danes poklanjamo. Slava jim. Hvala predsednici Tatjani Stramšak, ki jo v nadaljevanju prosim, da skupaj s podžupanom občine Slovenske Konjice položi venec vsem pokopanim na tem pokopališču. Prosim za minuto molka v spomin na vse, ki jih ni več med nami. Pustil spomine je na krute dni. Tiho, tiho, tu je vse, ker zemlja za hip je obnemela. Nekoč kot mi ste tu bili, za nas ste tu prelili kri. Mrak in temna se spajata, tišina in samota prevladujeta. Pada zadnja kaplja, meni še edini preostali list. Roka iz roke drsi, še vonj cvetic se v noči gubi. Prekrije vse temačna tema, težka tema, ki tudi soncu vzame dah. Dviguje stav se mrtvih prah, poljub na ustnicah bledi, zmrzuje v žilah vroča kri. Življenjska nit prereže se, minljivost času vzame vse. Ko zame bo pomlad prišla, takrat grenkova bo sveta odšla. Ali bom trpela, če bom pomladi tej verjela? Tisti jutri brez nasilja, brez lakote in bede, brez lepih in grdih, za vse ljudi enak. Danes čutim, da prišli bodo tisti dnevi, ko črički znova bodo peli in veter bo šumel. Potoki ne bodo od krvi rdeči, ampak kristalno čisti. Oblaki ne bodo temni, ampak belo bistri. Kdaj bo ta svet spet tvoj in moj? Hvala za vaš poklon, ki ste ga namenili spominu na mrtve. Ob zaključku današnje slovesnosti prisluhnimo komorni skupini iz Osnovne šole ob Dravini in pesmi Počiva jezero v tihoti. Pred odhodom pa se še enkrat spomnite na vse tiste, ki jih ni več med nami. Nasvidenje prihodnje leto. Počiva jezero v tihoti, partizan moči stoji, ob
rutam temni noči, mlad partizan molče stoji. Obljubo deklica je dala, da bo čakala tisti dan, ko bo svoboda zasijala, ko se povrne partizan, ko bo svoboda zasijala, ko se povrne partizan. Krajevna organizacija Združenja borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja in Občina Slovenske Konjice sta v petek 28. oktobra v dopoldanskem času pripravili komemoracijo v počastitev spomina na mrtve pri spomeniku padlih borcev na mestnem pokopališču v Slovenskih Konjicah. Istočasno so se vsi prisotni poklonili tudi spominu gospodu Ivanu Pajku, častnemu članu Občine Slovenske Konjice, ki je dolga leta opravljal službo konjiškega arhidiakona.